Srednjeveški dan na celjski Stari grad privabil več kot 2500 ljudi. V Žalcu pohodniki vse države po hmeljski poti. V Solčavi uspešno izpeljali motorkarsko gavdo. Celjani premagali Ankaran in ostali brez trenerja Tomaža Petroviča. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, lepo pozdravljeni v naši informativni oddaji Dogodki dneva. Celjski Stari grad je minulo soboto zaživel v srednjeveškem vzdušju. Tradicionalni srednjeveški dan v okviru prireditve Dežela Celjska vabi je letos na grad privabil skoraj 2600 obiskovalcev. Prireditev, na kateri je sodelovalo več kot 80 kostumiranih animatorjev, je, kot pravijo v zavodu Celeja Celje, kjer so dogodek organizirali, odlično uspela. Dežela Celjska je sicer v srednjeveškem vzdušju vabila dvakrat. Potem, ko so v petek srednjeveško dogajanje pripravili v celjskem mestnem jedru, se je v soboto živahno dogajanje prestavilo na Stari grad, v ambient, ki kar kliče po srednjem veku. Mislim, da res lahko rečemo, da je uspela kljub neznosni vročini, ki danes vlada v našem mestu, tudi včeraj je bilo vroče, ampak zdi se, da obiskovalcev to ne odvrača od obiska naše prireditve. Res vsak kotiček tegale prekrasnega grajskega prostora je poln nekih dogodkov, dogodivščin, animacij, ki jih seveda tako družine z otroci, kot tudi odrasli obiskovalci zelo z veseljem spremljajo. Obiskovalci so si na glavnem prizorišču lahko ogledali grajsko gospodo, veliko pozornosti so pritegnili vitezi. V srednjeveškem stilu pa je bila tudi ponudba na stojnicah, od mečev do zeliščnih napitkov in srednjeveške hrane, ki pa jo v veliki meri poznamo še danes. Gomolčna zelenjava, ješpri, kaša ajdova, pa gobe. Pa jajce seveda, in potem narišem tak domač šmorn recimo, ali pa take zavitke, malo bolj moderne, zaradi tega, da otroci imajo rajš to, pečenke, odojki, krače in pa piščanc pečen. V bistvu ja, se ni nič spremenili, samo so se malo, kako bi rekel, pomodernile, drugače pa to je vse ostalo. Zlasti navdušeni so bili otroci, ti so lahko spoznali nekatere živali, kot so sokol, konj in celo žaba, sodelovali v različnih delavnicah ter igrali družabne igre, ki so bile aktualne v srednjem veku. Veliko teh iger še vedno poznamo, naprimer mlin, pa trick-track oziroma backgammon, to so igre, ki so nekako ostale od srednjega veka do zdaj praktično nespremenjene. Šah v zgodnjem srednjem veku pride v Evropo in se počasi skozi cel srednji vek spreminja. In v bistvu prav ta pravila, ki jih zdaj poznamo, večina se jih nekako razvija v poznem 15. stoletju. Tako da tukaj prikazujemo, kakšna so bila pravila mogoče starejša oblika, potem pa kaj se je vse spremenilo. Dogajanje je pospremila srednjeveška glasba, številni animatorji pa so se pomešali tudi med obiskovalce in tako skušali še bolj avtentično poustvariti dogajanje v srednjem veku. Letošnji nastopajoči so znova prišli iz cele Slovenije, pa tudi iz Češke in Slovaške. Zadnja sobota v avgustu je v Žalcu vsako leto namenjena pohodnikom, ki se podajo na 14 km dolgo pot ob ali med hmeljišči in se na njej ustavijo še ob nekaterih žalskih znamenitostih. Pohoda se je letos udeležilo več kot 200 pohodnikov iz vse Slovenije. Kot vsako leto je bil tudi letos start pohoda pred Ekomuzejem hmeljarstva in pivovarstva v Žalcu, cilj pa tokrat drugje, prvič pri fontani Zeleno zlato. To je taka pot, ki je bila izbrana tudi v Sloveniji leta 2011 za drugo najtematsko pot. Ta pot mora biti izvedena zdaj, ko vse po hmelju diši, ko lahko povonješ hmelj, ga lahko ubiraš, vidiš ubirane hmelja, kakšno kobulico lahko utrgaš. Na poti pa vidiš marsikaj lepega, začenši tukaj z Ekomuzejem hmeljarstva in pivovarstva, potem naš baročni biser, dvorec Novo Celje, pa lepa pot, potem ob Verbenskem ribniku, pa ob Savinji, pa potem v Šempeter, rimska nekropola. To so že destinacije, ki se daje pogledati tudi med letom, ki so lepe prireditve takrat, jih lahko tudi v drugem času pogledaš. Atraktivna je pa ta pot ravno sedaj, 14 km ni tako naporno, po poti je poskrbljeno za osvežitev, zaključek pa pri še enem turističnem biseru, fontana Zeleno zlato, prva in edina na svetu.
Verjamem, da bo tisto najbolj zanimivo po naporni poti, eno dobro pivo se ti tudi zaslužiš na koncu. Na cilju je vse pohodnike, ki so prišli vidno nasmejani s pohoda, zabavala skupina Eksport B. Članice etnološkega društva Hmeljarska vas pa so prikazale ročno obiranje hmelja. No, kot pika na i pa je bilo tudi poskrbljeno za malico. Za vse pohodnike so namreč pripravili obirovsko južino, tople murke, zabeljen stročji fižol in govedina. Več kot 230 pohodnikov, ki se je torej letos udeležilo že 15. tradicionalnega pohoda po hmeljski poti, pa se je ob koncu okrepčalo tudi s pivom, ki prihaja ravno iz hmeljišč, po katerih so se sprehodili. Drugo leto zapored pa so v Solčavi pripravili motorkarsko gavdo. Gre za srečanje uporabnikov motornih žag, tako tistih, ki jih uporabljajo pri delu ali pa jim služijo kot orodje za ustvarjanje. Srečanje je bilo tudi tekmovalnega značaja, saj so se tekmovalci iz vse Slovenije pomerili v 3 disciplinah, od katerih je bila najbolj zanimiva tista, v kateri so morali v 1 uri iz štora z motorko narediti kip. Glas motorne žage je takole minulo soboto odmeval po Solčavi. Nekje v mesecu maju imamo festival lesa, ki smo ga pa zdaj nekako podaljšali skozi do avgusta in že lansko leto so fantje društva Carving Tima Logarska dolina začeli z festivalom motorkanja, ki parjajo z motorno žago. Lansko leto čudovito se prijel, letošnje leto pa še lepše vreme in obiska ogromno. Združili smo 3 tekmovanja v to motorkarsko gavdo. To so recimo oljcevske obšesti, poljem prerezovanje z starimi dobnimi motorkami in pa hitrostno kiparjenje, ki je pa praktično glavno to tega tekmovanja. S prireditvijo želijo poleg druženja ohranjati tudi spomin na nekdanje čase. Tako udeleženci tekmujejo v plavljenju lesa po Savini, ročnem žaganju hloda s tako imenovano Amerikanko, v drugem delu tekmovanja pa uporabljajo stare motorne žage. Najstarejša je letos nosila letnico 1959. Da si izziv upajo sprejeti tudi ženske, je dokazala Tjaša, seveda izven tekmovalnega dela. V Sloveniji pa je vse bolj popularno kiparjenje z motorno žago, zato je bilo tudi tekmovalcev v Solčavi precej. V glavnem tekmujem po tekmovanjih, pa tudi kakšen izdelek naredim, to je pa to novo v glavnem. Pa hočem čim bolj tako novitete, da se predstavi, da se skozi bolj različne stvari dogajajo, da se izdelki ne ponavljajo. V tej smeri bolj gledam. Sodelovanje je važno, radi gremo, da se malo podružimo, če še bo tega kaj izkupička je pa. Imate že kako idejo, kaj boste naredili? Ja, nekaj takega, ki paša tle v hrbe. To je? To je, bom probal muflona. Glede na to, da gre za hitrostno tekmovanje, vam uspe v tako kratkem času narediti nek izdelek? Ja, se to je izziv. To je izziv, v glavnem. Do neke mere je, Kokor bi pa kaj več hotel, pa že potrebno več časa. Imamo gorski les, ki je izredno kvaliteten in iz enega takega lesa lahko ti postaviš dober kip, ki ne bo razpokal tako in je kvalitetna. Je res, da je težje za obdelavo, ampak res dober kip lahko postaviš, ki pol ne bo toliko razpokal in ne bo tako, kako bi rekel, toliko poškodb na njih. V Solčavi pa so že stekle priprave na 7. festival Ovčje volne Bicka, ki bo letos potekal 23. in 24. septembra. Tradicionalni pastirski praznik bo znova postregel z zanimivim dogajanjem, povezanim z avtohtono sorto jezersko-solčavske ovce. Te bo mogoče kupiti, prav tako pa tudi izdelke iz njihove volne. Nogometaši Celja so v 7. krogu državnega prvenstva dosegli drugo zmago. Na domačem stadionu so s kar 4:1 premagali zadnje uvrščeno moštvo Ankarana. Z 8 osvojenimi točkami si z Aluminijem trenutno delijo 7. mesto na prvenstveni lestvici. Po tekmi se je vodstvo kluba za sodelovanje zahvalilo dosedanjemu trenerju Tomažu Petroviču.
Sobotna tekma se je začela pri 33 stopinjah Celzija in brez veterju, zato je med samo igro glavni sodnik posegel tudi po možnosti odmora za osvežitev. Celjani so proti neuigranim gostom v 12. minuti po strelu Nikole Gatariča zadeli vratnico, v 16. minuti pa povedli z 1-0, ko je iz 11 metrovke zadel Luka Žinko, ki je vpisal že 3. gol za rumeno-modre v tej sezoni. Drugič je bil uspešen z bele točke, kazenski strel pa je priigral Joaquim Lupeta. Leta so naredila svoje, dolg časa sem strelil penale in sem se odločil, da bom na tak način strelil, za zdaj gre dober, nočem pa nič govoriti, da bi rekel z lahkoto daje zadetke, ker se hitro to obrne. Tako da vesel sem, da gre noter, upam, da boš tako tudi naprej. Sam zmagovati moramo, to je pomembno, to nam prinaša točke in tako tudi rastemo kot ekipa in na tabeli se vzdigujemo proti Evropi. Že v 20. minuti se je maloštevilno občinstvo veselilo drugega domačega zadetka, drugič v tej sezoni pa je bil njegov avtor Filip Dangubić. Danes mislim, da smo tekmo odlično odprli, da smo prvih 15 minut izrazito dominirali z igro, igrali res lepo, imeli posest, dali 2 gola, ampak je bilo lepo, da bi tako bilo. Veselje torej ni trajalo dolgo, saj je nezbrana domača obramba preblizu golove črte spustila Francoza Bradleyja Meledžeja, ki je znižal na 2-1. Kako v celjskem taboru vidijo tovrstne oscilacije? Imeli smo že 3 tekme, ker mislim, da smo taktično dobro stali, individualne napake so tiste, ki so potrebovale zadetkom nasprotnikov. Do nas je bilo teh napak občutno manj. S tem smo pa tudi lažje igrali v napadu, ker smo bili bolj kolektivni, nismo bili egoistični in temu tudi, bom rekel, botroval 3. zadetek, ki je bil izredno lep, kombinatorna akcija celotne ekipe in se pravi, na tem moramo sloneti in iti naprej. Da enostavno smo v obdobju, ko nam ne gre nekako rezultatsko, ko nasprotniki dajo gole iz nič, pa mi iz lepih šans ne. Ampak to je nogomet. Nekako smo se pogovorili v tej smeri, da če bomo delali dobro in pošteno, pa se bo to enkrat obrnilo, pa bomo tudi mi kakšno tekmo zmagali, ko mogoče ne bomo imeli v polju dobre igre. Gostje bi lahko na koncu prvega polčasa izenačili, a se je izkazal vratar Metod Jurhar. Na začetku drugega dela je Meledže zadel domači okvir vrat. Gostitelji so potem pritisnili in imeli 2 lepi priložnosti. Na 3-1 je v 83. minuti povišal Janez Pišek. Po danem golu je znova le malo manjkalo, pa bi gostje znova zadeli. Končni izid je v 86. minuti postavil Rudi Požek Vancaš. Tudi zanj je bil to drugi gol v sezoni. Na koncu pa mislim, da suverena zmaga 4-1. Na koncu smo zadovoljni s tem, vendar ostaja tudi malo grenak priokus, ker kakorkoli obrneš, hočemo dosegati čim več golov, tako dobivamo na samozavesti in da gremo tudi v naslednje tekme samozavestno naprej. V zadnjem delu tekme smo se nekako naučili pritisk, dali lepe gole. Sploh eden od teh 2 je bil res po sodelovanju. Tako da je kot trener lepo videti, da nekaj se tudi prenese na samo tekmo. Vesel sem za fante, ker vem, da ni bilo luštno ne njim, ne nam trenerjem. Dodajmo, da se je po poškodbi na igrišče vrnil Nino Pungaršek. Po reprezentančnem premoru se bo prvenstvo nadaljevalo 8. septembra, ko bodo Celjani gostovali v Mariboru. Jutri bo sončno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ponekod v Vipavski dolini in ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem do okoli 30 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo precej jasno in spet bolj vroče.
Toliko v naši informativni oddaji. Prijeten začetek delovnega tedna vam želimo in bodite z nami tudi jutri. Nasvidenje.